Na državnozborskih volitvah izbiramo poslance, ki bodo naslednja 4 leta delali v parlamentu. Na volilnih lističih polnoletni državljani obkrožimo zaporedno številko pred imenom politične stranke ali liste. Letos jih je 17. Na lističu je sicer navedeno tudi konkretno ime kandidata ali kandidatke, vendar jih ne izbiramo kot posameznike, ampak kot del ekipe. Pred volitvami stranke na različne načine predstavljajo svoj politični program, katere so njihove vrednote, za katere projekte se bodo zavzemali, kakšna naj bo prihodnost Slovenije. Če vzamemo primer šolstva, nekatere stranke zagovarjajo, da mora biti šolstvo javno in brezplačno dostopno vsem, država pa je tista, ki mora vlagati v šole. Drugi pa zagovarjajo, da morajo imeti ljudje več izbire in svobode, zato podpirajo možnost zasebnih šol in manj poseganja države. So tudi stranke, ki so nekje vmes. Včasih volivca prepriča tudi osebnost kandidata na listi politične stranke, njihov vodja, izkušnje. Volivci imamo tako priložnost, da se odločimo, katera lista kandidatov najbolj ustreza našim vrednotam in pričakovanjem. Na volitvah stranke dobijo različno število glasov. V državni zbor se bodo uvrstile tiste, ki bodo prejele vsaj 4% oddanih glasov, temu rečemo volilni prag. Od števila glasov za posamezno stranko je odvisno tudi število sedežev, ki jih stranka dobi v parlamentu. Ker je v državnem zboru 90 poslancev, jih mora imeti vsaj 46 enako vizijo, da lahko sklenejo dogovor o sodelovanju. Temu rečemo, da oblikujejo koalicijo. Predsednik vlade je ponavadi predsednik stranke, ki je dobila največ glasov. Dogovorijo se tudi, kdo bodo ministri. Poslanci, ki predsednika vlade ali premierja ne podpirajo, oblikujejo opozicijo in nadzorujejo delovanje vlade. Torej, v nedeljo bomo polnoletni državljani izbirali, katera skupina ljudi bo imela največ besede pri vodenju naše države naslednja 4 leta.